Evo, recimo še nekaj čisto konkretnih praktičnih primerov, kjer jaz uporabljam pač te veščine nenasilne komunikacije in v bistvu, kjer, recimo, ne vem, se mi zdaj dogaja take situacije, ki ne vem, če bi shendlo, recimo, če bi se mi to zgodilo pred, 5 ali pa 10 leti, ne vem, kako bi to shendlo. Naprimer, čisto konkreten primer, jaz se ukvarjam tudi z glasbo, zdaj delam eno pesem z enim producentom. Skratka, sva že sklenila dogovor o sodelovanju, naredila v bistvu biznis plan, produkcijski plan, kako bo vse šlo, kakšni bo stroški, kaj vse za narediti s tem komadom, kakšna bo predvidena končna cena. Zmenila sva se, da bo potem on me obveščal sproti, da bo to vse pisalo v neko tabelo. Skratka, vse je kazalo full fine, nakar, ne vem, zdaj približno 3 tedne, 1 mesec časa v produkcijo komada, mi naenkrat on sporoči, tle smo zdaj že prekoračili budget. In to je bilo seveda meni zelo frustrirajoče slišati, tako kar naenkrat nek krč, frustracija, seveda želja po nekem spoštovanju dogovorov, neka jasnost, kaj se tle sploh dogaja. Jaz sem upal, da mi bo pač človek prej povedal, vsaj, ne vem, preden se bo začela približevati temu končnemu budžetu, Ampak ne, tle sva se zdaj znašla, Jaz sem bil v frustraciji, on je tudi malo, mislim, da je bil tudi, se mu začel sprožiti nek občutek krivde, ker je pač mi prepozno to povedal. Komad je narejen na 3/4. Skratka, jaz sem mu že izplačal, kar en velik del zneska sem mu že vnaprej plačal, Tako da se mi je zdela taka odlična podlaga za konflikt, Se pravi, jaz sem velik del denarja sem mu že plačal, dogovor je bil prekoračen, šla sva čez budžet, on je v frustraciji, jaz v frustraciji, tako res je bilo. Če bi se jaz odzval na nek ta standardni šakali način, v smislu več, da bi ga začel tam obtoževati, okrivljati, zahtevati nekaj od njega, vprašanje, kaj bi se zgodilo. Še posebej zaradi tega, ker gre za nek kreativen proces, In moje potrebe so tle predvsem bile po nekem sodelovanju, po sproščenosti, po stiku, po neki harmoniji v tem sodelovanju. In koliko mi je pomagalo, da sem se recimo tle ustavil, da sem uspel predihati svoje čustva, da sem uspel vzpostaviti stik s temi svojimi potrebami. In sem se v bistvu zavedal, da če bom jaz tle nekaj popizdil na njega, če bom nekaj zategnil, da ne bo to podprlo ne produkcije pesmi, ne pač te učinkovitosti pri sodelovanju, ne neke harmonije. In sem v bistvu prav tako proslavljam, da sem nekako uspel potem mu najprej prisluhniti njemu v polnosti in sem ga kar nekaj časa poslušal in da sem se potem jaz tudi izrazil in sem imela potem nek dialog in nek stik in sem potem se vzela nekaj časa za premislek. In sem jaz šel potem v stik s sabo, kako se jaz dejansko počutim zdaj okrog tega, koliko denarja sem še pripravljen mu plačati. Tako, zares priti v stik s tem, kje bi bila tista način nadaljevanja tega projekta, da bi izhajal z neke radosti, iz njegovega da gremo to narediti tako, In sem kar rabil par dni, da sem prišel potem do jasnosti, kaj mi je pomembno in sem mu potem dal 2 konkretna predloga, kaj je meni cool, kaj je meni blizu, kaj predlagam, kako se okrog vsega tega počutim. In sva našla v bistvu način, tako da se zdaj v bistvu pesem naprej producira in mislim, da bo zdaj v kratkem, mislim, da zdaj v roku 1 meseca bi mogla biti končana. Ampak poanta tega, kar hočem povedati, je, da koliko hitro se v bistvu ustvari ta podlaga za konflikt, koliko hitro se v bistvu pride do nekih nesporazumov, nekdo si malo drugače razloži nek dogovor ali pa pač, se stvari zgodijo v življenju, neke nepredvidene stvari pridejo in se mogoče nek dogovor prekrši in to so neke take super podlage za eskalacijo nekih konfliktov. In spet, če se vrnem, če ne bi imel mogoče tega znanja, teh veščin, če bi takrat popizdal in zategnil, verjetno ne bi imel niti pesmi končane, v frustraciji bi bil, denar bi izgubil, on bi bil v frustraciji, verjetno on bi zategnil.
Tako, no. In to se mi zdi, se velikokrat dogaja, da nas v bistvu te triggerji in to, da nimamo te kapacitete za alkimijo in za aktivno prevzemanje odgovornosti za te naše lastne občutke in za ta naša lastna doživljanja in nezavedanje tega, kaj si dejansko želimo, kaj so naše potrebe, da si na tak način v bistvu delamo neko medvedjo uslugo oziroma delamo proti tem našim potrebam. Delamo sami sebi v bistvu neko škodo, sebi in drugim. In koliko malo po drugi strani, koliko malo je potrebno, da v bistvu ta pogovor ali pa to sodelovanje potem se v bistvu spravi na nek nov nivo oziroma na nek nivo stika, kjer sem in jaz slišan in druga oseba slišana in kjer lahko potem najdemo neke rešitve, ki so v bistvu podporne za obe strani. In kaj se mi zdi mogoče najtežji del, je pač razgrinjanje te človečnosti in to, da lahko da imam to kapaciteto, da jaz vidim to človečnost v sebi, s to neko bolečino in frustracijo, s tem, ko sem prekoračila budžet, s tem, ko sem si želel biti obveščen in da vidim to človečnost v njemu, da pač je bil zmeden, pač ni tega videl. In to ranljivo raziskovanje človečnosti se mi zdi ključno pri vseh naših odnosih. In gre v bistvu za veščina ranljivosti ali pa kvaliteta ranljivosti vabi, vsaj tako kot jaz zastopim, k velike ene moči in enega zavedanja, da sem kot človek tak, kot sem, da sem v redu in da si tudi ti v redu in da ni z nobenim nič prav in da ni z nobenim nič narobe.